Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robi Star Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Po obeh rokometnih reprezentancah še odbojkarji. Ni sicer še uradno, matematično pa so se naši odbojkarji že uvrstili na olimpijske igre v Parizu. In to še pred evforijo, ki nas čaka prihodnji teden v Stožicah na tekmah Svetovne lige. Noro. Sedaj pa se lotimo 140. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kam drsa naš hokej. Zakaj se slovenski hokej vrača na pota stare slave. Slovenski hokej se počasi, a zanesljivo vrača na stare tirnice. Reprezentanca se je vrnila v elitno A skupino, tudi dekleta pa ves čas napredujejo. Zakaj se slovenski hokej vrača na pota stare slave, nam bosta povedala naša posebna gosta. Dejan Kontrec, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije in pa športni direktor reprezentance, pa Mitja Šivic, vodja mladinskega pogona pri hokejskem klubu SŽ Olimpija. Dejan, Mitja, toplo pozdravljena v Faktorju. Lep pozdrav. Dober večer. Dejan, Mitja, najprej bi vaju vprašal, glede na to, da smo koledarsko gledano v poletju, čeprav vreme nekako ni poletno, ne? Kaj počnete hokejisti poleti? Ja, zdajle je čas malo relaksacije, no. Čeprav šport je še vedno del našega življenja. Jaz lahko kot hokejist rečem bivši, da v tem času sem kar precej športov, ampak športe, ki jih čez leto nisem imel časa igrati. Tako da jaz sem bil kar precej na tenisu in tenis je bil moj tak drugi šport, da sem se malo relaksiral. Potem pa tudi malo bolj relaksacija, kakšen teden, dva, ampak več pa ne. Mitja? Ja, pravzaprav za hokejiste najbolj naporni meseci, no. Saj v sodobnem času zelo veliko odvisno od selekcije, no, ampak za te najstarejše ali pa te, ki že rabijo ozko specializacijo, pa precej fitnessa, atletskih stez, kondicije, fizične pripravljenosti in tako naprej. Tako da daleč od tega, da fantje zdaj počivajo, pravzaprav je hokej ratov in tak šport, sploh za te selekcije, ki so malo starejše, je pa že kar ratalo ozko usmerjeno vse skupaj in praktično je treba hokej imeti, kljub temu, da sezona traja 9 mesecev, praktično 12 mesecev za samo je kar celoletni šport, ne? Tako. Zdaj, mogoče malo za šalo, malo pa zares. Pri rokometu vem, da je bila ideja, pobuda, da bi rokomet bil na zimskih olimpijskih igrah, ker imajo sicer prvenstva, ne, svetovna pa evropska, januarja. Za hokej še ni kdo prišel na idejo, da bi mogoče na poletnih olimpijskih igrah se igral. Ja, glede na to, da igramo pravzaprav elitno divizijo v maju, pa da se, ne vem, NHL sezona ravno kar zaključuje, pa smo junija, bi lahko pravzaprav zamenjali. Ja, zanimivo. Dejan, zdaj vemo, ne, slovenski hokej na začetku, sploh po samostojnosti, pa to se mi zdi, je bil eden tistih športov, na katerega smo najbolj stavili, tudi ves čas dobri rezultati, ne nazadnje tudi večkratna uvrstitev reprezentance na olimpijske igre. V zadnjih letih mogoče malo v ozadju, odbojka se je vmes dvignala, še kakšen šport, zdaj je tudi košarkarska evforija na nek način zaradi Luke Dončića, nogometaši so prišli po dolgih letih spet na evropsko prvenstvo, ampak tudi v hokeju imate kaj za pokazati, ne? Ja, mislim, dokazujemo to, da smo Slovenci res športa narod, da imamo izjemne športnike in kar je vrhunsko, da imajo mladi svoje vzornike, da se odločajo za šport. Jaz mislim, da hokej pač ima svoje rezultate, da smo v vseh teh letih nekako stabilizirali neko stanje, v katerega smo dobili, da so bili klubi naši pa reprezentancev v neki krizi, tudi finančni, tako da počasi se to stabilizira. Seveda bi si pa želeli, da bi bilo mogoče malo boljše stanje, saj kar se tiče profesionalnega športa v Sloveniji, saj kar se tiče hokeja, no. Jaz mislim, da bi bilo nujno potrebno, da se poleg Olimpije še kakšen klub na tej ravni pojavil ali pa da še kakšen, da imamo neke
4 klube, ki so zmožni na mednarodni ravni odigrati dober hokej, tako da imamo kar precej podmladka, kar nas veseli in to nam daje največ upanja, da pač v prihodnosti hokej bo še vedno dosegal rezultate. Ne nazadnje tudi zadnje svetovno prvenstvo v Bolcanu, kjer smo imeli kar 9 novincev. Pa so nam že nekaj časa napovedovali slabe čase, pa smo imeli 9 novincev, pa kljub temu smo dosegali dober rezultat. Jaz mislim, da če imaš veliko otrok, če imaš veliko podmladka, da je to samo en velik potencial za naprej. Ja, absolutno. Mitja, kako je? Zdaj vemo, da nažalost je tako pri vrhunskem športu, da veliko je odvisno tudi od finančnih vložkov, ti so v Sloveniji omejeni. Kako je s tem recimo v hokeju, kako držite korak, da rečem, z večjimi, bolj bogatejšimi v narekovajih državami? Veliko entuzijazma. Na nek način smo tudi vzgojeni tako, da vsaj v hokeju, če govorimo, da se nekaj stvari lotimo, da smo zelo radi all-in. Pa predvsem veliko želje, zaradi tega, ker želje staršev, želje otrok, želje trenerjev, želje klubov in tako naprej. Zdaj, če govorim o Olimpiji in ljubljanskem hokeju, na splošno imamo v Ljubljani dobre pogoje, vsako leto se izboljšujejo, tako da pogoji so dobri. Sam bi si želel še ene ledene ploskve, pa mogoče ene ledene ploskve, kjer je led praktično čez celo leto, ker v določeni starostni kategoriji otroci rabijo ozko specializacijo, o tem sem tudi že prej govoril. Nažalost še nismo tam, verjamem, da kmalu bomo, ampak na koncu koncev, če še enkrat pogledam Olimpijo pa Ljubljano, imamo pogoje dobre. Vsako leto boljše, kar se pa tiče ostalih klubov, pa pravzaprav tudi niso katastrofalno slabi, lahko bi bilo boljši. Kaj bi vidva recimo rekla iz tistih v narekovajih zlatih časov tega nekega rivalstva, pač Olimpija, Jesenice, kaj je isto, kaj se je spremenilo, če zdaj zavrtimo čas na danes? Seveda bi si želeli, da sta oba dva kluba nekje na istem nivoju. To bi pomenili za cel slovenski hokej eno veliko reklamo, tako kot v drugih športih mi rabimo pa vsaj 2 rivala. Jaz mislim, da sta to zgodovinska rivala, ki sta zelo pomembna za sam razvoj in tudi gledanost samega športa. Žal pač v vseh teh letih nam še ni uspelo, da bi nekako oba dva bila na tem nivoju, ki sta v preteklosti že bila. In jaz bi si želel, da se čim prej to zgodi. Poleg tega bi si želel, da tudi drugi klubi, ki vzgajajo mlade igralce, da tudi dvignejo nivo tak, da bo ta se približal obema tema kluboma. Mi smo včasih že imeli Celje, Bled, Triglav, mi smo že imeli tako konkretno državno prvenstvo, seveda sta bila vedno Olimpija pa Jesenice favorita, ampak potem so se pojavili Slavija, je bila tudi v finalu, pa Bled, tako naprej. To rabimo, no. Mislim, da to rabimo, je pa vložki v hokej so res veliki, no, hokej ni pač prav poceni šport in vemo, da finance v zadnjih letih precej so pomembne za razvoj samega športa. Ampak vseeno delamo na tem, da te klubi bi bili čim boljši in čim bolj organizirani in jaz upam, da nam uspe v najkrajšem možnem času pripeljati hokej tja, ki je že včasih bil. Ja, dejstvo je, da pač slovenski hokej pravzaprav skozi zgodovino bazira na derbiju Jesenice Olimpija. Jaz bi si tudi sam želel, da se še kakšen klub temu priključi, saj po kvaliteti. Derbija je težko se mu približati. Rekel ste, kakšna razlika med tema 2 kluboma. Pač derbi je še vedno derbi in privlač veliko število gledalcev, to se je tudi v lanski sezoni. Dejstvo pa je, da Olimpija v zadnjih letih nastopa v zelo kvalitetnem regijskem tekmovanju ICE. Eno leto je celo nastopala v Champions League in vsako leto napreduje, kar bi pa za Jesenice težko rekel, pač igra Alpsko ligo, ki je za mlade zelo, zelo primerno tekmovanje. Tam pa tega napredka praktično iz leta v leto ne vidimo, nažalost. Ampak dejstvo je, da sta oba dva kluba praktično paraden klon slovenskega hokeja in da se recimo Olimpija v to smer sigurno nekako napreduje ali pa res napreduje z velikimi koraki.
Jesenice pa pač nažalost ne. Ja, zdaj Mitja Dejan je že rekel, ne, da v reprezentanci tudi zdaj na tej zadnjem svetovnem prvenstvu, da je bilo 9 novincev. Kako je pa s tem v klubih, recimo, kako usklajujete to, seveda na nek način pač to željo po čim boljšem rezultatu, po visoki kvaliteti in pa po drugi strani pa vseeno tudi za vzgojo mladih igralcev, kako recimo to dvoje usklajujete? Mislim, dejstvo je, da v Olimpiji imamo praktično zelo veliko mladih igralcev ali pa mladih fantov in tudi deklet, ki se priključijo hokejskemu klubu. Pogoji so dobri, no. Se pravim, tudi v spodnjih selekcijah trenerji zelo, zelo dobri, ice time je zadost. Jaz mislim, ena veliko prednost hokeja je to, da je ta pozna specializacija relativno pozna in praktično mi stremimo k temu, da otroci do tam 14 leta praktično osvojijo čim več športa in ni neke ozke specializacije, kar je pravzaprav, jaz govorim kot star zdajle, mi je to super, da ne gre v neko ozko specializacijo pa nek ponavljajoči drill iz dneva v dan, ampak je pravzaprav v mladih selekcijah, pa v teh najnižjih pravzaprav velike neigre, velikega veselja, pa obenem veliko novega učenja, zaradi tega, ker pač hokej zahteva drsanje, ki je na nek način zelo zahtevno gibanje, nenaravno in se zelo veliko otrok otroča za hokej, kar me veseli, ker praktično za mene, to jaz dostikrat ponavljam, daleč najboljši šport na svetu. Ja, absolutno. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kam drsa naš hokej. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gosta, Dejan Kontrac iz Hokejske zveze Slovenije, pa Mitja Šivic iz Hokejskega kluba Olimpija. Pogovarjamo pa se o tem, kam drsa naš hokej. Zdaj, Dejan, dolga leta smo najbolj ponosni na Anžeta Kopitarja, ki je eden največjih zvezdnikov v najmočnejši hokejski ligi na svetu, NHL, ampak vi ste dokazali že večkrat, ne nazadnje tudi letos, ne, da tudi brez Anžeta Kopitarja ste sposobni igrati dober hokej, se uvrstiti recimo nazaj v elitno skupino. Zdaj, kakšna je usmeritev za naprej? Ne? Verjetno je ta obstanek v tej A skupini težek glede na konkurenco, ki je tak vsaj občutek vsako leto močnejša. Na nek način se zdi, da hokej vse bolj postaja globalni šport. Ja, seveda, nas čakajo še olimpijske kvalifikacije prej zdaj v avgustu. Jaz lahko rečem, da vsak uspeh hokejske reprezentance poveča vpis otrok v hokej, tako kot v vseh ostalih športih. In to v bistvu je neka nuja, da smo mi prisotni. Težko je pričakovati, da z novinci vedno igramo na najvišjem nivoju. Anže Kopitar je globalna zvezda, takih hokejistov najbrž ni za pričakovati kar v desetletju, da ne bom rekel, ampak trudimo se, da nudimo našim mlajšim hokejistom čim boljše pogoje. Kar sem že omenil, je dobro, da po vsakem takem uspehu, da je vpis večji in da, recimo, ko smo bili v Sočiju, ko smo bili na olimpijskih igrah, pa smo dosegli dober rezultat, to je največji pokazatelj, pol bil po temu, da smo imeli vsi klubi veliko število mladih hokejistov in pol imaš ti potencial, da pač razvijaš pač od teh mogoče kakšnega, ki je res ekstra zvezdnik in mi upamo na to, da bomo čim več takih vzgojili, da se bojo lahko kosali s temi najboljšimi v elitni diviziji. Seveda to ni lahka naloga, tako da mislim, da z dobrim delom v klubih, mi kot reprezentanca pač imamo mogoče jih en mesec v celi sezoni, mi podpiramo klube, da klubi dobro delajo. Mi smo pa nek promotor slovenskega hokeja v tujini, da dosegamo dober rezultat in takrat imajo tudi klubi pač nekako veliko od tega, bom rekel, že s tem, da je vpis otrok večji. A je zdaj še zdaj v hokeju tako, kot je bilo denimo včasih, ko smo poslušali recimo v češki šoli, pa v ruski šoli, kanadski šoli in tako naprej, ali je to zdaj že vse en konglomerat?
Ne, to ni več tako, kot je bilo. Zdaj je hokej tako, kot vsi ostali športi globalen. Jaz lahko za primer dam, ko sem jaz igral, jaz nisem enega NHL igralca poznal. No, meni je bila največja želja igrati v Olimpiji takrat in to mi tudi uspelo in to sem mislil, da sem vse naredil takrat. No. Zdaj pa, če vprašaš otroka, kaj jim največja želja, je to, da bi šlo v NHL. In pač to se je spremenilo, s tem moramo živeti, tudi veliko naših mlajših hokejistov. Jaz lahko rečem, da jih je okoli 50 zdaj v tujini v letniku od 2,5 do 2,9. Tako da pač to je tako kot v vseh ali športih ali v študijih mladina gre, pač imajo svoje izzive, imajo tudi druge izkušnje, ne samo v športu. Tako da pač tega se niti ne trudimo ustaviti več, ker pač to gre svojo pot. Jaz mislim, da moramo vse te športnike podpirati, ali so pri nas, ali so v tujini, biti v kontaktu z njimi in jim dati vso podporo, ker prej ali slej bojo te športniki nam tudi vračali, bojo prišli igrati za reprezentanco, bomo dosegali dobre rezultate, tako da v bistvu smo veseli, da jim kot v času razvoja nudimo dobre pogoje in da pač nekako so pol zadovoljni in se z veseljem vračajo in igrajo za reprezentanco. Ja, dejstvo je, da pač hokej se je blazno spremenil v zadnjih letih, zelo globaliziral. Včasih smo vsi vedeli, da vzhoden blok igramo mogoče malo bolj tehničen hokej, pa Kanadčani malo bolj fizičen hokej, ampak zdaj praktično vse reprezentance na najvišjem nivoju, vključno slovensko, stremimo k temu, da so hokejisti pravzaprav atleti, tudi njihove same struktura telesa hokejistov v zadnjih 20-25 letih se je blazno spremenila. Praktično so ratali vsi atleti, blazno so eksplozivni, hitri, veliki hitrejši skupaj ratali. K temu tudi malo pripomogla oprema in tako naprej, pa predvsem sam trening. No. Tako da hokej je ratal pravzaprav ena velika družina, ki praktično vsi igrajo dosti podobno, razlike se pa delajo v sami kvaliteti, ker nekateri pač te velike nacije imajo za malenkost ali pa precej več kot manjše nacije, ampak drugače pa ratali zelo, zelo podobno vse skupaj. Kako bi pa vidva recimo ocenila z marketinškega vidika, kak je tukaj trend recimo na področju hokeja? Je enako popularen, se to izboljšuje, se zmanjšuje, kakva so vajina opažanja? Jaz bi rekel, da imamo tukaj kar precej rezerve, no, glede na to, da imam kar precej kontaktov z drugimi državami, kjer je hokej že tako sam po sebi popularen, imajo dobre lige, je prisoten skoraj celo leto, no, tako kar je zdaj trend v športu, pač skozi se mora nekaj dogajati. Jaz tukaj pogrešam malo podporo Mednarodne hokejske zveze. Mi sicer imamo vsako leto svetovno prvenstvo, ampak to je en teden ali pa 14 dni. Ostal čas se nič ne dogaja in če ti nimaš neke močne lige, v bistvu si neviden. No. In mi na srečo imamo Mednarodno ligo Ice Hockey League, ki je na nivoju nekem že elitne divizije. Upam, da tudi Alpska liga je dobra šola za mlajše igralce, ampak upam, da v prihodnosti dobimo še kakšen tekmovanje, tako kot imajo drugi športi, Liga narodov v hokeju tudi. No. Ker trenutno mi v bistvu igramo prijateljske tekme v breakih, to je november, februar, kar pa vemo sami, da nič ne pomeni, razen tega, da precej denarja poraba za priprave, ni pa marketinško zanimiv, tako da vlaganja v prijateljske tekme sponzorjev pač vemo, da niso glih navdušeni, ker se nič ne dogaja. Tako da tukaj jaz že vrsto let probam z ostalimi zvezami, ki imajo iste težave, da bi se dodaten tekmovanje nekako organiziral in da bi prišli malo bolj do vidnosti in pomembnosti tekmovanja v hokeju. No. Ja, na Olimpiji recimo, pač, če primerjam z ostalimi slovenskimi športi, ker na koncu koncev slovenski gledalec je malo specifičen in nas ali pa jih predvsem zanima nek enkraten dogodek, kjer se pride pogledat in uživati v tistih dogodkih. Mogoče smo malo slabši navijači, kar se tiče obiskovanja dvoran svojih lokalnih klubov vsakodnevno ali pa na tedenski ravni. Ampak recimo, če primerjam z drugimi športi, pravzaprav Hokeji klub Slovenske železnice imajo 1500-1600 gledalcev povprečno na tekmo, kar
kar je za slovenske razmere ni slabo. Si pa absolutno želimo še več. Tudi nekaj novosti se pripravljajo v naslednji sezoni, da bi se to izboljšalo. Dejstvo je, da je to tek na dolge proge in da je treba vztrajati, pa da moramo razumeti tudi specifiko slovenskega gledalca, ki mogoče ni vešč ali pa navajen obiskovati svojo lokalno ekipo ali pa na tedenski ravni. Zdaj mogoče navezava na to, o čem se zdaj pogovarjamo. Zdaj ta neka, v narekovajih, amerikanizacija športa, recimo vem, v Celju, rokometni klub Celje Pivovarna Laško so probali s to neko amerikanizacijo, se pravi dogajanje ob tekmi na tribunah in tako naprej. Vprašanje, koliko so bili pri tem uspešni, kako vi ocenjujete, kako je v hokeju? Je še zmeraj tisti rezultat, pa to, da gledaš domače fante na ledu, tisto, kar je najbolj pomembno, ali se bolj premika v to nek ameriški vidik zabave, kjer se pač ti zabavaš in vmes še malo pogledaš na ledeno plosko, kaj se tam trenutno dogaja? Ja, na splošno še vedno slovenskega gledalca zanima rezultat in ko so rezultati, so dvorane precej bolj popolnjene, ko rezultatov ni. Je pa dejstvo, da gre z roko v roki. Na Olimpiji v naslednji sezoni pripravljamo kar nekaj stvari, ki bodo zanimive za gledalce tudi izven ledu, tako da poskušamo vse v to smer pripeljati, da bo nek šov na tekmah, da bodo ljudje prišli na tekmo, tudi če jih hokej ne zanima toliko in bojo tudi druge stvari, ki jih bomo mogoče pritegnili, ampak na žalost ali pa na srečo je rezultat tisti, ki mora biti. Tako da dejstvo pa je, da jaz sem še vedno mnenja, da če hočemo pripeljati za malenkost mlajšo publiko v dvorane, da jim je treba ponuditi več kot sam šport. Dejan? Ja, jaz mislim, da je res tako, da moraš imeti res najprej uspeh. Uspeh je tak, ki na koncu prepriča gledalce, da pridajo. Vsaj v Ljubljani lahko rečem, da je veliko športnih klubov, veliko je nekih tekem. Poleg tega je zdaj drugače, kar je bilo v naših časih, da jih je veliko tudi po televiziji. Oni spremljajo vsak dan lahko globalen dogodek in jaz mislim, da so uspehi vseeno tisto, kar vleče v dvorane, da moramo težiti k temu, da so to čim več domačih igralcev, pa mogoče res ekstra tujci, ki imajo dodano vrednost. In tako je bilo že od nekdaj. Mi, kar se spomnimo derbijev, vsi derbiji so bili več ali manj med domačimi igralci, pa med res dobrimi tujci, takrat tudi bivšimi NHL igralci, ruskimi zvezdniki. In to pač pritegne gledalce da pridajo. Ampak seveda se to spremenilo. Jaz ne bi rekel, da je ameriška publika ista kot slovenska. Pač smo si malo drugačni, oni imajo tudi drugačen način gledanja, navijanja. In moramo se pač, seveda, novi prijemi so dobrodošli, ampak igra pa konkurenca pa zmage, to je pa to, kar mislim, da še vedno vleče, ker potem vedno več jih motivira še druge ljudi, da pridejo v dvorane. In če so rezultati, seveda vsi si lažje ugledajo to v živo. Jaz mislim pa, da hokej je res tak specifičen šport, ki si ga je treba ugledati v živo. Pač po televiziji ga tudi jaz gledam, ampak v živo je pa tako, da res uživaš v njemu in si želim, da bi bile te dvorane res polne. Mislim, moje osebno mnenje, pa zelo primerjam, hokej z najbolj globalnim športom na svetu, to je nogomet. Tudi nekaj tekem nogometa sem si ogledal, pa načeloma vse športe zares in športnike spoštujem, ampak primerjava med recimo najbolj globalnim športom na svetu in hokeju je pravzaprav kot dan in noč. Moje mnenje je, da to, kar se tam v 3 tekmah zgodi, se v hokeju v 1/3. Pa vam lahko postrežem z mislim, v hokeju v tretjini je, 20 strelov na gol, od tega 7-8 izrazitih priložnosti na gol. Hokej ponuja veliko neke dinamike, nekih momentov, ki se odvijajo na levo in desno stran. In moje mnenje je, da pač v neki sami hokejski tekmi, sploh v živo, pač vidiš v 20 minutah to, kar vidiš, v nogometu v 3 tekmah. Ja, absolutno. Verjetno je nogomet to, kar je bolj zaradi teh tribun, pa tega navijaštva, kot pa zaradi same igre. Igra zna biti včasih dolgočasna. Ampak Mitja, vi ste že kar nekaj let, imate stabilnega generalnega pokrovitelja Slovenske železnice v Olimpiji, ampak čeprav vem, pa ste zdaj na pragu ali pa ste že sklenili sodelovanje tudi z nekim novim strateškim partnerjem.
Zelo me veseli, da je nekdo vstopil v to zgodbo Olimpije, da je prepoznal nekaj dobrega. Sicer gre za tujca, francoskega Kanačana Aleksandra Lefebvra, ki je sicer poročen s Slovenko, ima za sabo zelo uspešno podjetje in pravzaprav čuti dolžnost, da nekaj vrne Sloveniji, ker je pač Slovenko poročen, izhaja pa iz Kanade, ker je hokej vse. Tako da on vstopa v to zgodbo Olimpije. Blazno me tudi veseli, da pravzaprav vstopa z zdravim razmišljanjem in pravzaprav hoče v prvi vrsti stabilizirati pa nuditi nižjim selekcijam boljše pogoje, kot je bilo to v preteklosti. Obenem pa seveda tudi s prvim moštvom posežeti za malenkost dlje kot v preteklosti. Ja, Dejan, to je verjetno nasploh za slovenski hokej pozitivno, če se pojavljajo taki entuzijasti v narekovajih in vlagatelji. Ja, jaz sem zelo vesel, da se je to zgodilo, da je tudi slovenski hokej, da je tudi en tuj investitor, ki ima pač dobro strategijo, bil pripravljen v to vstopati. Jaz mislim, da je to rešitev, ker je kronično pomanjkanje denarja in vemo, da hokej res je dražji šport in brez teh mogoče tujih investitorjev bo to težko. Tudi na Jesenicah je Kroni je v lasti tujca, ki še vedno podpira hokej, mogoče ne to, kot bi si vsi želeli, da bi ga. Mi si želimo, da bi bili hokejisti pa hokejski klubi zanimivi za kakšne take investitorje, da imamo podlago za to. Seveda moramo imeti podlago in imeti veliko otrok in potem tudi on videti neko možnost razvoja in vse podpore in jaz sem vesel, da je Olimpiji to uspel, ker drugače res težko. Težko je tekmovati z avstrijskimi klubi že, kaj šele z drugimi, ki imajo proračune okoli 5 milijonov, Olimpija pa, če se ne motim, milijon pa pol. In če ne bomo dobili kakšnih tujih investitorjev v ta profesionalen del športa, bo res težko. Mi imamo samo par slovenskih firm, ki podpira to, ampak je veliko dobrih športov, tako kot ste se že sam ugotovil, mi imamo precej dobrih športnikov in je težko. Za majhno ekonomijo, kot je Slovenija, je podpora zelo težka in bi bilo dobro, če bilo več takih. Jaz bi si jih želel. Seveda pa moramo biti tudi mi pripravljeni, da jim nekaj ponudimo. Da imamo dvorano, da imamo otroke, da imamo pogoje in da res on tudi pride in je zadovoljen pol z rezultati. Ja. Kaj pa recimo država pa lokalne skupnosti, Dejan, Mitja, je tu dovolj posluha po vajenem mnenju, česa si recimo še želite, kje so težave, kje bi se dali še kaj več narediti? Mislim, jaz če rečem za Olimpijo in Ljubljano smo z pogoji, kar nam jih nudi Mestna občina Ljubljana, zadovoljni. Praktično lahko rečemo, da gre za zelo zgledno sodelovanje, ki ga z leta v leta nadgrajujemo, tako da bi težko našel slabe besede. Ja, jaz kot Ljubljančan bi lahko rekel, da je Ljubljana res športno mesto, da župan svojo ekipo res poskrbi, da so dobri pogoji za šport in to pač v zadnjih letih se vidi na vseh področjih. In tudi v hokeju se bo ta trenažni center v prihodnosti naredil, kar v bistvu tam sem jaz začel 40 let nazaj. Sicer je bila to odprto drsališče, zdaj ga bojo zaprli. Ampak lahko rečem, da v Ljubljani res velika podpora. Želel bi si tudi v ostalih mestih, mi imamo 7 hokejskih dvoran in bi si želel, da res vsaj teh 7, da ima res dobre pogoje. Da res je podpora mesta, brez podpore mesta tudi tujih vlagateljev ne bo. In tako, kot sem rekel, moraš imeti vsaj osnovne pogoje, da jih privabiš, da rečeš, da imaš otroke, da imaš potencial, da imaš dvorano in jaz mislim, da potem ga že lažje pridobiš. In upam, da imamo pa že kar precej načete te infrastrukturo, kar precej načeto, zdaj pač imamo obljubljena neka sredstva od države, da se bo to tudi zgodilo, da bo ta podpora države in da bo šel nek denar za obnovo teh objektov, ker naši objekti so stari 40 ali pa več let. In skoraj vsi so potrebni obnove,
novih sistemov za let, nove bande, tako da nas čaka kar precej izzivov na tem področju. Ampak jaz mislim, da hokej si z vsemi svojimi rezultati to zasluži in da moramo poskrbeti vsaj za teh 7 dvoran. Da ne bom rekel, da so naši sosedje jih imajo po, ne vem, več 10, mi imamo pa z teh 7, pa da kar dobre rezultate dosegamo. Mislim, da ne bom skromen, vrhunske za take pogoje in upam, da se vsaj dvorane, ki so že zgrajene, da bo nudile dobro podporo. Mitja, kakšno je pa zdaj delo z mladimi? Vemo pač, hokej je nek visoko intenziven šport, oba sta že povedala, zahteva marsikaj, tudi na nek način celoleten šport, tudi pri otrocih verjetno kar nekaj truda, odrekanja in tako naprej. Zdaj pri teh današnjih generacijah, ki so bolj ali manj zrasle z ekrani, kako je delo z mladimi? Je to težje, kot je bilo včasih, lažje, so kakšni drugačni pristopi? Jaz moram reči, da sem vstopil v hokejski klub Olimpija kot vodja mlajših selekcij praktično letos in da sem se tega z velikim zadovoljstvom lotil, ker si sam osebno želim ustvariti v Sloveniji nek klub, kjer se lahko pohvalimo ne samo z dobrimi pogoji, ampak tudi z dobrim in kvalitetnim delom. Otroci so še vedno otroci, še vedno si želijo igrati hokej. Če bi šel v otroško garderobo in vprašal, kdo si želi biti profesionalni hokejist, bi vsi dvigali roke. Tako da se tukaj nič ni spremenilo. Za malenkost so se mogoče spremenili starši, zaradi tega, ker jim je pač v današnjem svetu vse informacije dostopne in mogoče ne razumejo, da je pravzaprav vaš šport kot vso samo življenje en velik proces pa delo, ki te nekam pripelje. Ampak dejstvo je, da se prav dosti ni spremenilo. No. Spremenilo se je mogoče veliko v smislu samega treninga, zaradi tega, ker, kot sem prej rekel, hokej absolutno ne ponuja zgodne specializacije, kar je pravzaprav super za sam razvoj otroka in njegovih telesnih zmogljivosti in sposobnosti. Zahteva pa potem neko specializacijo pri 14-15 letih, pa vse tega do 22 leta je pa res treba vztrajati. No. Tako da mi na Olimpiji imamo dosti, vsaj od letos naprej, zelo začrtane cilje, kaj hočemo z vsako selekcijo doseči in se bomo tega držali, ker v to verjamemo. In jaz zares verjamem, da bomo v svoji poti uspešni in da se bomo lahko slej ko prej pohvalili za res zgledno hokejsko šolo. Dejan, če se še malo deklet dotaknemo, hokej igrajo tudi dekleta, v zadnjem času tudi Slovenke, če dalje bolj napredujejo. Kako recimo na to gledate na njih na zvezi, kakšna je tu perspektiva? Ja, mi že zadnje leta zelo pač se trudimo, da ta ženski hokej članski se stabilizira, da jim nudimo čim boljše pogoje že čez sezono. No. Ne sam svetovno prvenstvo in v zadnjih letih res dosegajo dobre rezultate. Ampak brez podmladka tudi tukaj ne gre. Zdaj, jaz sem vesel, da smo dobili Hokejska zveza na razpisu projekt, evropski projekt, kjer nam zagotavlja 3-leten razvoj mlajših hokejistk, ker smo dobili za celo regijo podporo, da bojo med sabo lahko igrali. Zdaj pač trenirajo s fanti, do enega leta so v trenažnem procesu s fanti, kar je dobro za njih, ampak tudi zaslužijo si svojo ekipo, da se dobijo in da mogoče preizkušnjo svoje znanje na mednarodnem področju, tako da zdaj letos smo se že trudili, da jih bi vključili v ta svetovno prvenstvo do 18 let. Žal so pogoji taki, da moraš imeti 45 igralk, mi jih imamo zaenkrat samo 25, tako da letos še nismo bili uspešni, ampak mislim, da po koncu tega projekta, EU projekta, bomo pa že nabrali toliko igralk, da bomo lahko se vklopili v ta svetovno prvenstvo, tako da upam, da tudi one dobijo neko pozornost. Seveda se ženski šport razvija in je treba pač že od mladega imeti dober kader, veliko hokejistk, tako da upam, da s tem projektom vemo, da je težko pridobiti sredstva, kljub temu, da hokej se izboljšuje stanje in tudi v ženskem hokeju se izboljšuje, ampak težko je dobiti sredstva za kakšne mednarodne akcije, če nič ne pokažeš, če nimaš nekih tekmovanj.
Tako da po treh letih mislim, da pa bomo že dobili nekih zadostno število hokejist, da bomo lahko rekli, da smo na svetovnem prvenstvu. Poti pa to seveda lahko tudi na državi kandidira za sredstva, tako da ima vsaj za tisto osnovo, da lahko razvijaš naprej. Ja, včasih je hokej pač veljal za zelo moški šport, ampak svet se spreminja, punce, ženske hočejo biti ali pa so pravzaprav enake moškim, tako da hokej je tudi za dekleta. In moram reči, da je prav lepo videti mlade majhne punčke, ki se podajo na to pot in pravzaprav vidiš, da so tudi pravzaprav one za hokej in da je bilo tisto staro mišljenje, da je hokej samo za moške pravzaprav napačno. In ob tej priložnosti vse mlade punce, ki si želijo vpisa v hokejsko šolo, vrata hokejskega kluba Olimpija so vedno odprta. Super, evo, se mi zdi fino, da smo zaključili na neko tako pozitivno noto, kot si hokej tudi zasluži. Dejan Kontrec, Mitja Šivic, najlepša hvala za vajino današnje gostovanje v naši oddaji in pa vse komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kam drsa naš hokej, že 1048. Faktor na TV3. Vidite našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kdo tepe naše otroke, zakaj niso več varni. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.